Danes bomo govorili o Vesni Lemejič, pisateljici mlajše generacije. Napisala je Malo gledališče, prejšnji let je za svoj kratkoprozni prvenec Popularne zgodbe dobila Dnevnikovo fabulo. Za letošnji roman so pa mnenja malo deljena, pa bomo točno videli, zakaj zdaj. Romaneskovna struktura je klasična. Trojica protagonistk se na ugodavnem začetku romana še ne pozna, ampak se kasneje spoznajo v precej znani maniri, ki nam je znana že iz časov slovenskih povesti 200 let nazaj, v katerem se bratje in sestre, matere in očetje spoznavajo in prepoznavajo. S tem poudarjajo svojo domačnost. Ko se sestri Triksi, ki deluje v bazi, in druga sestra Brit, ki je ubežnica z odlagališča, kar bomo razložili kasneje, spoznata, ugotovimo, da gre pravzaprav za isto stvar. Takšnih žanrskih motivov bi lahko v romanu našli še kar nekaj in nobenem ne gre spustiti dejstva, da gre pravzaprav za žanrski roman, žanr znanstvene fantastike, ki pa je majčkeno drugačen, kot si ga predstavljamo, ker zaradi lastne izpraznjenosti v 21. stoletju ne obstaja več tak, kakršen je, temveč je dobil neko novo podobo in neko novo idejo. Dogajanje svet odlagališča je razdeljen na dva dela, na bazo in na odlagališče, kjer supervizorke nadzorujejo trešerke, da manipulirajo z elektronskimi svetmi. V romanu, ki je primarno namenjen ženskam, se pojavi tudi moški, najprvič v obliki rimoklepaškega delfina in kasneje v obliki velikega falusa, ki na koncu simbolno pade. V svetu Lemejičeve živijo samo ženske in tudi njihovo medsebojno spolno zadovoljevanje nikakor ni povezano z mankom moškega in nikjer niti z omembo ni omenjene te odsotnosti. Tako ta roman prinaša v naš prostor nekaj res novega, nek piš novega vzduha, obenem pa ravno s tem poskuša zavračati neke heteronormativne norme, neke množične socialne prakse, v katerih pravzaprav živimo. Vendar se ta konec po vrhuncu sam falus pade malo sfiži in pusti bralca bolj nepotešenega, kot si je mislil na začetku. Žanrska literatura, pa čeprav njen roman težko umeščamo v žanrsko literaturo, ki hitro postane past za pisatelja samega, ker z lastno ideološkostjo vpliva na potek romana in njegovo vsebino. Tudi to se zgodi pri Lemejičevi, ker na primer njene protagonistke kaj kmalu postanejo zgolj liki z avtoričinimi zunajliterarnimi željami. Obilica rdečih niti pa roman tudi naredi recimo nepregleden in močno zasičen. Roman bi lahko uvrstili v neko režo imenovano trash literatura. Obenem pa se moramo zavedati, da je Lemejičeva svojo medijsko napihnjenost dobro izkoristila in v center bralske pozornosti in literarne kritike prinesla nek roman, ki sledi nekim navodilom žanra, obenem pa si želi spreminjati ustaljene družbene norme in podobno.